gredo alpinisti visoko v Himalajo, si za izhodišče postavijo bazni tabor. Tukaj smo si v vrhunski kuhinji z njim zelo podobni. Mi sicer ne postavljamo šotorov, ampak si kuhamo jušne osnove. V prenesenem pomenu, profesionalnem pomenu fonde. Osnovna tehnika priprave fonda ni težka. Težava je le v tem, da se dolgo kuha. Za klasičen fond uporabimo ponavadi kosti, obrezke mesa, ogromno zelenjave, dišavnice, katere nastavimo z vodo in to kuhamo minimalno 6 do 8 ur, na kar to cedimo in potem kuhamo še naprej, se pravi do željene gostote. V tem času osnova povre, okus pa se po naravni poti skoncentrira. Dolgotrajnost postopka in dejstvo, da se v restavracijah to vse dogaja v zelo velikih loncih, sta kriva za to, da se domači kuharji le poredko lotevajo tega dela. No, od zdaj naprej tudi nobene potrebe za to ni več. Z Urošem in Gregorjem smo vam pripravili vsak po eno močno jušno osnovo. Vsi ti trije fondi oziroma te jušne osnove, katere smo razvili z podjetjem Spar, so narejeni čisto po klasičnem principu, kar pomeni brez aditivov, brez bližnjic, brez lumperaja po domače, ampak so narejeni tak, kot mora biti. In vsi trije fondi so zelo uporabni v vaši kuhinji. Na hitro vam bomo pokazali, kako jih lahko uporabljate. Ribji fond je uporaben za nadgradnjo številnih morskih jedi. Zagotovo se z njim splača zalivati katerokoli rižoto z ribami ali raki. Če v osnovi dodate malo belega vina in vode ter v njej skuhate celo ribo ali poširate ribji file, bo rezultat odličen. Poskusite malo fonda 5 minut pred koncem peke naliti v pekač, v katerem pečete ribo z zelenjavo. Razlika bo neverjetna. Ker se imenuje jušna osnova, lahko si iz nje hitro pripravite okusno ribjo juho, dodajte vodo, koščke zelenjave in rib. Obljubljam vam, da tako dobre ribje juhe niste še nikoli pripravili tako hitro. Kako uporabiti ta piščančji fond? Glede na to, da je univerzalen v vseh pogledih in če si zdaj sposodim tukaj kuharico in malo polistam po njej solatne polivke, namesto vode nadomestite z fondom. Za golaž namesto vode uporabite oziroma zalijete z tem fondom. Pasulj, mineštre, bograč, bolognese omako, tudi ribje jedi, se pravi, če se spomnite, kako so nam mame kuhale piščančjo juhico, uporabite ta fond, skuhate rezance in postrežete. Če pečete pečenko, ponavadi zalivate z vodo pa malo belega vina. Namesto vode nadomestite to z fondom, okus bo čisto drugačen. Ali pa rižote, se pravi, ko rižoto zalivate z vodo, nadomestite vodo s tem fondom, v glavnem opcij nešteta. Tako, jaz vam bom zdaj pripravil eno zelo hitro omako z tega telečjega fonda. Fond bomo dali v kozico, ki smo jo prej že rahlo ogreli, tako da nam zacvrči. Potem bomo zraven dodali en šopek timijana. Jaz sem se danes odločil, da hočem okus timijana in bom zraven dodal samo par vejc timijana in timijan na hitro pokuhal v omaki. V fondu. Omaka še ni narejena. Ko fond zavre, bomo dodali kocko masla. Evo, ko fond zavre, damo 2 majhne kocke masla in jih raztopimo v omaki. Evo, ko se je maslo raztopil, dodamo še 2 žlici sladke smetane. Pokuhamo kakšne pol minute, da se smetana lepo veže s fondom in dobimo zelo dobro omako z smetano in timijanom. Ko omaka še enkrat zavre, jo precedimo v omačnico. Jaz sem naredil omako s timijanom pa smetano. S fondi pa se lahko igrate čist po svoje. Lahko dodate katerakoli zelišča ali začimbe, delate svoje okuse, tako da jaz vam priporočam. To je poligon, kjer se lahko dokažete.